V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, dovolite, da vas na tretjo velikonočno nedeljo prijazno pozdravim tu iz cerkve Svetega križa v Spodnjih Perničah. Preko televizijskih in računalniških ekranov smo spet povezani v eno duhovno občestvo, da skupaj prisluhnemo kot učenca na poti v Emaus Božji besedi in prepoznamo Jezusa v lomljenju kruha. Da bomo res pripravljeni na srečanje z njim, da bomo vredni njegove navzočnosti v naši sredi, pa najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Bog naš Oče, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost, naj se zato nenehno raduje. Kakor se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Na binkoštni dan je Peter vstal z 11, povzdignil glas in spregovoril. Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vedite in prisluhnite mojim besedam.
Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znameni, ki jih je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste. Njega so, prav kakor je Bog hotel in predvidel, izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih. Saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem: Vedno sem videl pred seboj Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in vzradostil se je moj jezik. In v upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepustil pod zemlju, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Dal si mi spoznati pota življenja, napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, dovolite, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu. Umrl je. Bil je pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledi posadil na njegov prestol. Videl je v prihodnost in govoril o vstajenju Mesija, da ni bil prepuščen pod zemlju in njegovo telo ni videlo trohnobe. Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče. Bil je povišan na Božjo desnico in od očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega je razlil, kakor vidite in slišite. To je Božja beseda. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, če kličete za očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju,
Preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusova, jagnjeta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njuna oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Žalostna sta obstala. In eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki, je rekel. Dejala sta: to, kar se je zgodilo z Jezusom, Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati? Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že 3. dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene. Njega pa niso videli. In on jima je rekel: o nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jim razlagal, kar je napisano v njem o vseh pismih. Medtem, ko so se približali vasi, kamor so bili namenjeni, on pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju.
Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju in rekla sta drug drugemu: Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane 11 in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, teden dni pred nedeljo dobrega pastirja, to bo letos naslednja nedelja, v Sloveniji obhajamo kot teden molitve za duhovne poklice. Z današnjo 3. velikonočno nedeljo naj bi ga torej začeli. Pred nekaj dnevi sem dobil obvestilo, da se ta teden molitve za duhovne poklice prenese nekam v prihodnost zaradi aktualnih razmer, pa vendar. Zaustavimo se danes vsaj za nekaj trenutkov v razmišljanju o duhovnih poklicih. Razmere, v katerih živimo zadnjih nekaj tednov, izolacija, izogibanje medsebojnim stikom, zaprte cerkve in prepoved obhajanja sakramentov, na prvi pogled dajejo vtis, da cerkve v resnici sploh ne potrebujemo več. Mnogi so se hitro naučili živeti brez svete maše, da o spovedi in drugih sakramentih sploh ne govorimo. In če ne potrebujemo cerkve, še toliko manj potrebujemo duhovnike. Pa je temu res tako? V evangeliju smo danes srečali 2 izmed Jezusovih učencev, ki sta dan po Paschi šla peš iz Jeruzalema v Emaus. Nikjer ne piše, kakšne opravke sta imela tam, a povsem verjetno je, da sta po krutih dogodkih, ki so jim bili priča v preteklih dneh, obupala nad vsem skupaj in sta se razočarana skušala umakniti iz središča dogajanj ter čim prej pozabiti na upanje vzbujajoče Jezusove besede. Zanju je bilo to poglavje končano. Jezus je umrl in z njim tudi poslednje upanje, da bo nekoč bolje. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael, sta resignirano ugotavljala. V svoji zagrenjenosti sta komaj opazila, da se jima je po poti približal tujec, ki se je z njima zapletel v pogovor in jima počasi, kolikor sta lahko umevala, razložil, da je Sveto pismo že zdavnaj napovedovalo vse to in da dogajanje minulih nekaj dni v Jeruzalemu ni nekaj tragičnega. Nasprotno. Bilo je potrebno, saj je tako Kristus razodel svojo pravo identiteto Božjega Sina. Všeč jima je bilo, kako jo je nagovoril neznanec. Ko so prišli v Emaus, sta ga hotela zadržati. Skupaj z njima je sedel k mizi, vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Takrat sta ga spoznala. On pa jima je izginil izpred oči. Bila sta navdušena. Obup, ki jo je prej gnal iz Jeruzalema, se je spremenil v pravo veselje. Še isti večer sta se napotila nazaj v Jeruzalem, nazaj med učence. Ko sta jima zaupala svojo zgodbo,
so jima tudi oni povedali, da je Gospod res vstal in se prikazal apostolu Petru. Žalost, tragika in obup se ob srečanju z ostalim spremenijo v veselje. Mar ni ravno to, bratje in sestre, naloga in poslanstvo slehernega duhovnika? Da kot Jezus učencema na poti v Emaus razlaga Božjo besedo in lomi kruh. S tem ljudem vrača zaupanje v smiselnost preizkušenj. Jim budi upanje, da najlepše šele prihaja in jim pomaga, da v zmešnjavi sodobnih ponudb najdejo tisto, ki je zares osrečujoča in vodi v pravo življenje. Duhovnik, bratje in sestre, je spremljevalec na poti. Bolj ali manj neopazen, pa vendar učinkovit, če mu prisluhnemo in dovolimo, da njegovo oznanilo odmeva v nas. Odpira nam oči za duhovno stvarnost, ki bi jo sicer hitro spregledali. Opominja nas na Božjo postavo, ki jo nosimo v srcu, pa jo v bleščanju vabljivih ponudb tega sveta vse prehitro spregledamo. In končno nam pomaga, da lestvico vrednot postavimo tako, da nam bo ta v pomoč in ne v oviro pri iskanju polnega in kvalitetnega življenja. Tako kot policiste, inženirje, zdravnike, trgovce in učitelje, danes družba potrebuje tudi duhovnike. In tega vam ne govorim zato, ker bi želel upravičiti svojo navzočnost med vami. A dejstvo je, da si družba, ki zanemari svojo duhovno razsežnost, prej ko slej sama odžaga vejo, na kateri sedi. Da do tega med nami ne bi prišlo, nas torej Cerkev vabi, da v teh dneh še bolj goreče kot sicer molimo za nove duhovne poklice. Ko me je pred leti kot bogoslovca moj domači župnik predstavil enemu od svojih kolegov, duhovnikov, je ta dejal: hvala Bogu, da bo vsaj kdo, ki nas bo pokopal. Še ne za drugega, bratje in sestre, je vsaj zato dobro imeti duhovnika v bližini, mar ne? Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst in odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Kristus je začetnik novega življenja, saj je premagal greh in smrt. Ko si prizadevamo, da bi nas razsvetlila luč ustalega zveličarja, ponižno prosimo.
Gospod, razlagaj nam svoj evangelij in tudi nam lomi kruh večnega življenja, da bomo vedno boljši kristjani. Prosimo te, usliši nas. Napolni vse kristjane z globokim velikonočnim veseljem. Prosimo te, usliši nas. Razsvetli vse narode s svetlobo velikonočnega jutra. Prosimo te, usliši nas. Povrni vsem našim dobrotnikom, posebno dobrotnikom naših cerkva, z večnimi darovi. Prosimo te, usliši nas. Daj našim dragim rajnim uživati neminljivo veliko noč v tvojem kraljestvu. Prosimo te, usliši nas. Vstali zveličar, apostoli so se razveselili, ko so te ugledali. Naj tvoja skrivnostna navzočnost tudi nas napolnjuje z veseljem, zdaj in vekomaj. Amen. Molite, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, sprejmi darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, in s tvojim duhom. Kvišku srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil
ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Alojzije, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Bratje in sestre, kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja,
ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Pripravite srca na prejem duhovnega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kot vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Blessed
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo. Hvala za tvoj objem. Hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas svojimi sakramenti, varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Dovolite, dragi bratje in sestre, ob sklepu tega bogoslužja še nekaj oznanil. Obhajamo 3. velikonočno nedeljo. Jutri goduje Cita, devica. Sveta maša bo v zahvalo. V torek Peter Šanel, duhovnik in mučenec. V sredo Katarina Sienska, devica. Četrtek Pij V, papež. V petek začenjamo mesec maj s praznikom Jožefa Delavca. V soboto goduje Atanazij, škof in cerkveni učitelj. Danes teden pa bo 4. velikonočna nedelja. Godujeta apostola Filip in Jakob. Svete maše v ponedeljek v zahvalo, v torek za pokojne iz družin Mohorič in Križaj, v sredo spet v zahvalo, v četrtek za pokojne iz družin Šubic in Kos, v petek v zahvalo za vse trenutke, lepe in hude, preživete v domačem kraju, v soboto za Jožeta in starše Šetina in v nedeljo za Julijano in Valentina Sušnik. Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa ostajajo veljavni do nadaljnega. V petek, kot rečeno, začnemo mesec maj in z njim šmarnično pobožnost. Letos seveda v nekoliko prikrojeni obliki. Otroci Pirniške veroučne šole boste navodila za obhajanje šmarnic dobili v naslednjih dneh po elektronski pošti. Vsi ostali pa, kakor se bodo pač odločili vaši župniki. Naj se ob tej priložnosti zahvalim ekipi televizije Medvode, ki zadnje tedne požrtvovalno pripravlja prenose svetih maš in obredov iz naših župnij in s tem marsikomu polepša te nemalokrat puste in tesnobne dneve. Hvala tudi gospem na koru, ki so s petjem in muziciranjem polepšale današnjo sveto mašo. Vsem skupaj, bratje in sestre, želim lepo in mirno nedeljo še naprej in obilo Božjega blagoslova. Gospod z vami, blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Amen.
Amen.